analizi trga ugotovili, da gre za izdelke, ki so enako poimenovani, pa se prodajajo na različen način. Na slovenskem trgu imamo v bistvu tunin namaz, ki se prodaja v tubi in ki se prodaja bi rekla, v konzervi, ja, taki manjši konzervi. In zato smo pač pogledali, ali gre za enak izdelek, ker slika je slika pravzaprav govori o enakem izdelku, predstavljanje na tak način, da bi potrošnik pričakoval, da ima pač enak izdelek, in izkazalo se je seveda, da gre za različne izdelke, da sta samo ta dva v tubi enaka, to se pravi slovenski pa avstrijski, da pa Rio Mare pa te je pa slabši in tudi cenejši. Ima pač tudi še sojo zraven. No, zdaj, čist detajlno moram pa pravic povedati, da je zame malo predaleč, sem mislila, da bom lahko brala toliko daleč, pa ne morem. Ta drug primer je mlečna čokolada. Na slovenskem trgu sta dva izdelka, ki sta na videz enaka, čeprav v resnici gre enkrat za čokolado, drugič pa za mlečno tablico, ker gre za različno sestavo, namreč glede kakava in nasičenih maščobnih kislin, tako da je tukaj potrošnik zlahka zaveden, da misli, da kupuje čokolado, čeprav v resnici to ni. In tretja zadeva, sadni jogurt, tu smo pa, bom rekla, zelo zanimivo zadevo zaznali, in sicer sadni jogurt avstrijski, to se pravi, kupili smo enega v Avstriji, kupili smo dva v Sloveniji in avstrijski na slovenskem trgu je identičen avstrijskemu, samo 35% je dražji. Dočim slovenski izdelek, oboje se pa prodaja pod trgovsko znamko, to se pravi, da je to sadni jogurt Milfina, ima pa seveda manj sadja in ima dodatne aditive, ima dodano aromo, pa seveda slovenski izdelek posebej se promovira, da je to kakovost iz Slovenije. Je pa mislim, slabši. No, vse potem imamo naprej priporočila. Zdaj, če gremo v zaključke, glede na to, da nas čas že preganja, da bomo imeli še kaj časa za razpravo. Razlike, ki vplivajo na kakovost, so bile ugotovljene pri 10 od skupno 32 parov, to se pravi 31% od tega, 30% pri blagovnih znamkah so bile ugotovljene razlike, 70% pri trgovskih znamkah. Tisto, kar pravzaprav v nas, ko bom rekla, mi smo to nalogo naredili, glede na to, da je bilo zelo veliko razprave na to temo, ampak mislim, da je pomembno poudariti, da se zelo veliko razpravlja zdaj o izdelkih, ki jih pri izdelkih, ki jih mi v uravnoteženi prehrani ne priporočamo oziroma priporočamo, da jih potrošniki uživajo v manjši veri. To se pravi, da pravzaprav smo se zelo detaljno posvetili analizi izdelkov, ki bi jih morali obravnavati na drugačen način, a jih sploh zauživamo ali ne. In to, kar je tudi, ko bom rekla, pomembno za nas, da polovica od 5 od 10 izdelkov blagovnih in trgovskih znamk, ki so na voljo v Sloveniji, pri katerih smo zaznali razlike v kakovosti, so bile opremljene znaki, ki poudarjajo slovensko poreklo. Slovenija, moja dežela, kakovost in Slovenije, to se pravi, da proizvajalci in trgovci izkoriščajo prepričanje, da je slovensko boljše, kar pa to, kar naše raziskave tudi drugače dokazujejo, ni vedno res. Nam se je zdelo tako pravzaprav škoda, naši testi iz preteklosti kažejo, da imamo v Sloveniji visoko kakovost mleka pa navadnega jogurta, to se pravi osnovne surovine so zelo dobre, to se pravi, da je pravzaprav škoda, da se jih potem v nadaljnjem procesu pokvari, če povem po domače. V Evropi zdaj teče proces, pri nas se še ni začel, pa mislim, da bi bilo dobro, poimenujejo ga Clean Label, to se pravi čisto označevanje, ne vem, kako bi temu drugače rekli, in sicer
na nek način je to trend v prehranski industriji zadnjih nekaj let. Kaj je osnovni namen tega? Dve po našem mnenju zelo pomembni zadevi za potrošnike, in sicer ta, da so označbe čim bolj enostavne in da prehrambna industrija v izdelke daje čim manj aditivov. To se pravi, da gremo nazaj k temu, da se trajanje recimo pri mleku zagotavlja s filtracijo in da je pravzaprav čim manj kemije v izdelkih, tam, kjer se pač to daje, enako pri mesnih izdelkih. In to bi bil recimo tudi ena od naših priporočil, da pogledamo te rezultate na način, kako pravzaprav določene stvari v Sloveniji izboljšati. Ugotovili smo, pri cenah sem že povedala, da dve izjemi smo našli, kjer je bila cena v Sloveniji višja. Drugače lahko rečemo, da za večino izdelkov, ki smo jih pogledali, da so bile cene nižje. To se pravi, da ta problem v Sloveniji, da bi bile cene višje za slabše izdelke, ne drži. Da tisto, kar bi si mi še želeli, ne, prav s tem, da pomagamo ljudem izbirati kakovostne izdelke, ki so primerni tudi za zdrav življenjski slog, je, da bi pogledali v nadaljevanju tudi ponudbo mesnih pa mlečnih izdelkov v Sloveniji in Avstriji. Tam smo pač tudi ne moramo ocenjevati, da je to zdaj stanje na našem trgu, ker smo pač samo zaznali na izdelku, ko smo ga primerjali, da gre za razlike, ampak mislimo, da bi bilo to treba tudi pogledati, da bi bilo to zelo smiselno, in pa seveda, da bi potrošnike bolj usposobili za to, da ne gledajo samo na kakšen način trgovci promovirajo, prodajo, ampak da zares pogledajo označevanje, kjer so pa vse potrebne informacije za njihovo odločanje. To bi bilo. Hvala lepa tudi gospe Kutin. Tako da prišli smo zdaj do zaključka prvega dela predstavitev. Zdaj so pa na vrsti vaše vprašanja, tako da predlagam, da res dvignete roko pa se predstavite. Maja. Mi smo bili seveda, jaz sem vesel, da smo te projektne naloge se dogovorili tudi za trgovinske blagovne znamke, ker smo bili generalno fokusirani na blagovne znamke, ki se prodajajo v različnih državah, in tukaj ni bilo ugotovljenih takšnih odstopanj, kakor na Češkem, Slovaškem in Madžarskem. Pri trgovinskih blagovnih znamkah pa smo zaznali v bistvu neko tveganje, ki ga pa moramo dejansko za nadaljnjo projektno nalogo v bistvu ga razjasniti. Namreč po prvih rezultatih je občutek, da trgovinski blagovni sistemi, ko pa sami naročajo, kaj bodo prodavali pod svojo blagovno znamko, ko gre za Slovenijo, v bistvu vzamejo produkte, ki imajo, kar se kakovostnih parametrov tiče, in so potem tudi cenejši, pač vzamejo nekoliko nižji standard, kot ga vzamejo v drugih državah, ker delujejo. Tu je primer Avstrije. To se seveda potem tudi pozna pri ceni prodajnega trgovskega izdelka po trgovinsko blagovno znamko. To ste videli, razlike so 20, 30 in celo več odstotne. In tisto, kar je meni bilo zanimivo, da trgovinska blagovna znamka v Avstriji ne pomeni isto, kako pomeni trgovinska blagovna znamka v isti trgovini v Sloveniji. Čeprav se to tudi pozna pri sami ceni. To skušajo potem reševati, da v bistvu napišejo, da je izdelek narejen v Sloveniji, kar je resnica, vendar to ne more biti edini moment. Dosti pomeni, če je narejen v Sloveniji, vendar je pa še treba videti, in to je tukaj informiranje potrebno, da je potem pa po nekih drugačnih kakovostnih parametrih, to je še vedno varno živilo, mimo grede, vendar drugačnih kakovostnih parametrih, kakor enak trgovski sistem zahteva pa od proizvajalcev recimo v neki drugi državi. Res pa je, da tu gre samo za prvih nekaj vzorcev, kar je za nas signal, ki za sabo potegne dvojno ukrepanje. Prvič, fokus tudi na ravni Evropske unije, in to bom že naredil tudi v ponedeljek in torek, dodatno usmeriti na trgovinske blagovne znamke. Do sedaj to sploh ni bil fokus. In kot drugo, v Sloveniji to področje z večjim številom vzorcev ponovno pregledati,
tako da imeli večji statistični in s tem tudi bolj verodostojen rezultat in na podlagi tega pa tudi ukrepati. Prvo ukrepanje je jasno, ki je pomembno tudi današnji novinarsko konferenco, vidim to smer, je informiranje potrošnikov, da naj zelo natančno gledajo deklaracije, ker na deklaracijah je to vse vidno. In da se naj zavedajo, da je vsaj pri trgovinski blagovni znamka skoraj da lahko rečemo izrazito sorazmerje med ceno in kvaliteto. Če kupuješ ceneje, pomeni, da se to pozna tudi pri kvaliteti samega prehranskega proizvoda. Hvala. Hvala, minister. Še vprašanje naprej za ministra. Sicer je gospa Kutin omenila, da so kakovosti Slovenije, da se to v bistvu ukvarja s tem. Ja. Kako se da kakorkoli to v bistvu preprečiti ali omejiti, da bi napisali narejeno iz Slovenije, pa slabši izdelek prodajajo ti trgovci, ne? Zdaj seveda je povsem jasno, zakaj mi peljemo shemo izbrana kakovost Slovenije. Tam pa so parametri določeni, ne? Tam se to ne more dogoditi, ne? Tako da to je ena varnost za potrošnika. Poznano vam je, da se ministrstvo odločilo in posebna skupina že deluje, da zaostri zakonodajo na področju nepoštenih praks v prehranski verigi. Mi že imamo sedaj posebno zakonodajo znotraj zakona o kmetijstvu. Ti rezultati pa so nas usmerili tudi tole, da v bistvu tudi na tem področju mogoče zapišemo kakšne člene. Moramo pa najti neko rešitev, ker dejansko velja, da so to izdelki, ki so narejeni v Sloveniji. To, kar se tudi prodaja pri nekaterih trgovinskih blagovnih znamkah, in to je nemogoče zanikati. Dejansko tudi velja, da zato, ker so v bistvu očitno zahteve naročnika nekoliko nižje, dobijo cenejši izdelek, ki ga po nižji ceni tudi potrošniku ponudijo. Vendar sedaj pa je tu tisto, kar je pa za nas v bistvu izziv, da zelo jasno potrošnikom povemo, da to, če kupuje v Sloveniji, seveda je koristno, s tem daje delo slovenskim kmetom, slovenski industriji, slovenskim obrtnikom, vendar da kljub vsemu naj bo pozoren na to, da je med ceno in kvaliteto sorazmerje in da je zelo potrebno, da se izobrazi v znanju branja deklaracij. Še vprašanje? Še za gospod Kutinovo. Sicer ali potrošniške organizacije imajo kakšen mehanizem oziroma potrošniške organizacije, kaj lahko k temu prispevajo bolj, da se tukaj ta kvaliteta, to zavajanje glede kvalitete, ne? Jaz sem prepričana, da imamo v Sloveniji boljše stanje preprosto zato, ker imamo močno potrošniško organizacijo, ki testira tudi kakovost izdelkov na trgu. Prehranske izdelke testiramo že dolga leta, žal ne v takšnem obsegu, kot bi si želeli. In tam, kjer tipamo trg bolj natančno, so rezultati boljši. Tudi dva izdelka, ki jih tukaj nismo posebej izpostavili, zato ker smo jih mi kot potrošniška organizacija posebej testirali, so pa bile izpostavljene, recimo mozzarelo smo pri nas ugotovili, da je visoka kakovost in da ni zavajanja pri bivoli mozzareli. Zgodbo o Nutello smo skupaj s češko potrošniško organizacijo naredili in ugotovili, da je bila tista, ki je bila narejena v Italiji, malenkost slabša od tiste na Poljskem oziroma v Nemčiji. To se pravi, da tu je šlo za prepričanje ljudi, ne pa za dejstva. Kar se pa ostalega dela tiče, če bi okrepili to vrstno delo, a veste, potem bi seveda dejali potrošnikom še več teh informacij, ki jih dejansko potrebujejo. To se pravi, mi verjamemo, da in tržni pregledi in usposabljanje ljudi, da znajo boljše brati označbe in testiranje, vse to skupaj potem prispeva k temu, da ponudniki, tako bom rekla, resneje obravnavajo posamezne trge. Preprosto jaz mislim, da za to gre. Če imate neosveščene potrošnike, potem posegajo po izdelkih bistveno manj kritično, no. Tako da zato mislim, da je Slovenija v boljšem položaju, seveda ni pa vse idealno, ampak saj na trgu nikoli ni vse idealno. Brez nadzora pa, a veste, se pa stanje slabše, ne pa izboljšuje. Kako pa razlagate recimo te razlike v cenah, da je bil isti izdelek v Avstriji? Ja, to pa lahko samo tako povem, zdaj tukaj smo pač našli dva izdelka, ki sta bila 10-11%, drug pa 35% dražji. V preteklosti, ko smo gledali, je bilo teh razlik še več. To se pravi, da so se enaki izdelki v Avstriji prodajali ceneje kot v Sloveniji. In če upoštevamo, da je šlo tle bolj za izjemo, pač pri teh
60 vzorcih oziroma 30 plus 30, potem vsem tudi mislim, da smo mi tle relativno na boljšem, ampak če se takšne stvari izpostavljajo, potem ugotavljamo, da v nadaljevanju ali izgine ali jih je pa manj. Prisilce pa seveda proizvajalca ne da, oziroma trgovca, ne, v tem primeru ne da, ker sami oblikujejo cene. Samo, če se to izpostavi, se ponavadi